Dobrodošli spet v oddaji Ambienti. Za neizdelane mansarde starih meščanskih hiš bi lahko rekli, da so skriti dragulji. Čeprav temačne, brez oken, večinoma namenjene odlaganju krame, predstavljajo velik bivalni potencial. Seveda za tistega, ki ga zna prepoznati. V eni najlepših ljubljanskih ulic, zeleni Križevniški ulici, so iz zanemarjenega podstrešja, kjer so nekoč vladale pajčevine in debele plasti prahu, nastala 4 razgibana stanovanja s pogledom na Ljubljanski grad. Tukajle imamo vse odlike prave mansarde. Vidne lesene strešne tramove, dinamiko poševnin zaradi dvokapne strehe, dovolj višine za galerijo in zaradi obilja strešnih oken se dobesedno kopamo v naravni svetlobi. Tina, zdaj sva v res lepem svetlem mansardnem stanovanju, ampak nas najprej zanima, kakšno je bilo pred prenovo? Česa se spomnite? Pred prenovo je bilo tukaj samo neizdelano podstrešje, se pravi tramovi po tleh, špirovci in pa kritina, ki bi se tisto zimo sesula sama vase, če ne bi tega prenovili. Skratka, klavrno stanje, ne? Ja, klavrno stanje, pa 7-metrska višina do slemena. To je to, kar smo dobili na začetku. Ampak to klavrno stanje je očitno imelo nek potencial, ki ste ga znali prepoznati skupaj z lastniki. Definitivno. V bistvu smo naredili iz 125 kvadratnega podstrešja 175 kvadratov stanovanj. Tukaj imamo skupaj 4 stanovanja, 3 manjša, 1 večje, plus dobili smo še teraso za 2 stanovanji, tako da v bistvu smo naredili maksimum, kar se da. Stanovanja, ki merijo od 35 do 50 kvadratnih metrov, so zahtevala skrbno načrtovanje. Pred začetkom del so temeljito razmislili, kakšne materiale bodo vgradili in kako bodo izkoristili vsak dani centimeter. Upoštevali pa so tudi lokacijo nepremičnine, ki je stvari otežila. Že samo dovoz materialov za obnovo je bil omejen do 10. ure dopoldne, veliko pa je bilo še drugih izzivov. Gotovo se ljudje ob tem vprašajo, kako potem izvajati ta dela. Namreč smo v strogem centru naše prestolnice in kako zorganizirati take stvari, kako ste se teh stvari lotili? Ja, pri tem je kar izziv, ker vsakmu izvajalcu, ko smo povedali, da gre to za strogi center, so se najprej ustrašili. Tako da veliko izvajalcev tukaj že odpade. Druga stvar je, da je treba pridobiti vsa dovoljenja, da lahko zapreš cesto, plus to, da je potrebno pridobiti soglasja vseh sosedov, ki mejijo na to parcelo. In to je v bistvu pa skoraj največji izziv, preden sploh začneš. Tako da recimo sam projekt za gradbeno dovoljenje, ki so ga delali v arhitekturnem biroju Arhitrik, je trajal 3 leta. In 2 leti je trajalo usklajevanje z VKD-jem in pa pridobivanje podpisov sosedov, ker je bila takrat vmes ravno korona in je bilo vse skupaj malo otežkočeno. Tako da ja, to. Sama izvedba zdaj pa traja že 2 leti. Tako da v bistvu pri prenovi mansarde rabimo vztrajnost, čas, potrpežljivost in tudi malce več denarja. Zavod za varstvo kulturne dediščine je zahteval ohranitev zunanjih gabaritov strehe, hkrati pa je v enem delu omogočil tudi njen dvig in spremembo iz dvokapnice v ravno streho, s čimer so pridobili 2 terasi. Dovoljenje so dobili tudi za vgradnjo strešnih oken, ki poleg drugih prednosti ponujajo enkraten pogled na Ljubljanski grad. Domen, ko načrtujemo prenovo mansarde, moramo načrtovati tudi vgradnjo strešnih oken. Na kaj moramo biti pri tem pozorni? Ja, pri mansardnih prostorih je večina svetlobe, ki pride v prostor, prihaja preko strešnih oken. Leta se enostavno vgrajujejo v ostrešje, tudi ni potrebno večinoma kakršnikoli večjih posegov v konstrukcijo, pa seveda zaradi svoje poševne lege daje tudi 3-krat več svetlobe v prostor, kot pa recimo enako veliko okno v frčadi. Je pa seveda tudi pri strešnih oknih pomembno, da so vgrajena na pravi višini, in sicer mora biti vgrajena tako, da nam omogoča pogled navzven. V tem primeru so okna vgrajena tudi višje v ostrešju. Ta poskrbijo za dinamiko in globino svetlobe ter osvetljujejo galerijo, vendar pa jih ne moremo upravljati z roko. Zato so ta okna elektrificirana, upravlja se jih prek stikala in opremljena s senzorjem za dež, da se lahko v primeru padavin samodejno zaprejo. Ampak višje pozicionirana strešna okna ne dajo samo večje globinske svetlobe, ampak omogočajo tudi boljše zračenje.
Ja, res je, okna postavljena na različnih višinah omogočajo ta tako imenovani efekt naravnega prezračevanja. Hkrati pa seveda, ko mi odpiramo okna, lahko v poletnem času zelo hitro čez noč ohladimo prostor, na ta način porabimo tudi manj energije, ki je potrebna za ohlajevanje. V zimskem času, ki pa seveda ravno tako pomembno prezračevanje, se pa prostor hitro zamenja tale slab zrak z svežim. Ta toplota, ki je akumulirana v stenah, v pohištvu, pa potem ta hladen, svež zrak hitro ogreje, na ta način imamo spet kvalitetno, bomo rekli, okolje, v katerem živimo, pa nismo naredili veliko nekih toplotnih izgub, recimo, da bi na ta način več energije porabili. Bivalno ugodje pa lahko še dodatno povečamo s senčenjem strešnih oken, bodisi z zunanjimi ali notranjimi senčili. Z zunanjim senčenjem definitivno preprečimo pregrevanje, ker na ta način preprečimo pregrevanje stekla in se potem toplota v prostor ne prenaša. Recimo v tem primeru tega stanovanja smo uporabili tako roleto za zatemnitev v spalnem delu, kot tudi mrežasta senčila, ki pa so pozicionirana nižje in posredno osvetljuje tudi spodnji bivalni prostor tega stanovanja. Za ustvarjanje ambienta seveda se uporabljajo pa notranje senčila, in s temi recimo ustvarimo oziroma preprečujemo bleščanje, recimo rolo ali pa plise, recimo tako senčilo, ki ima to funkcijo, ker prepušča svetlobo, hkrati pa blokira tisto direktno svetlobo. Drugi tip senčila je pa seveda tudi možnost zatemnitve na notranji strani, temu senčilu rečemo siesta, ki je pa tudi tukaj v predelu spalnic uporabna za to, da imamo potem res po noči zagotovljene res dobre pogoje, se pravi tisto trdo temo, ki je naše telo res potrebuje, da se lahko čez noč normalno regenerira in pa spočije. Spalnice so umeščene v galerije, do katerih vodi odprto kovinsko stopnišče. Prav zaradi teh galerij jim je uspelo dobiti več kvadratnih metrov bivalnega dela in kopalnic, ki pa so bile zaradi poševnin in tramov zalogaj z vidika umeščanja opreme. Kljub temu jim je v vse uspelo vgraditi walk-in tuš kabino, prostor za umivalnik in stranišče, medtem ko so v spodnjem hodniku oblikovali skupne prostore za pranje in sušenje perila. So pa posebna lepota, se mi zdi, takih starih podstrešnih stanovanj, leseni tramovi, vidno ostrešje, bi ga bilo škoda skrivati. Kako je bilo tukaj s tem? Ja, ostrešje tukaj je bilo pač to. Staro, temnorjave barve, pač staren les. Se pravi, ohranili smo špirovce, vse tramove, vse to seveda ojačali, ampak je bilo treba vse pobarvati s protipožarnim premazom, tako da je na koncu bilo to vse take sivo-bele barve, se pravi, nič kaj lepo. Tako da smo potem lovili barvo tramov z barvo vinila, se pravi, imamo vinil v barvi hrasta in smo to nekako povezali v to zgodbo barvno. Tina, kaj bi rekli, kaj je za vas glavna kvaliteta teh podstrešnih mansardnih stanovanj? Glavna kvaliteta je tak razgiban ambient, svetloba, ki jo dobimo iz strešnih oken, ki omogoča večinoma tudi lepe razglede, nobeden ti ne hodi po glavi. In pa v bistvu lahko naredimo res tak zelo zanimiv prostor, ki je zelo unikaten.